Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. No, to, da rada berem, veste, ampak ne samo knjige, rada berem tudi kakšne bloge, kakšne zapise, ki jih zapisujejo zanimivi ljudje. In prebrala sem enega, ki me je presunil. To je bila Tamara Oblak in dajmo pogledati njeno izjavo, ki me je pravzaprav spodbudila k temu, da raziskujem naprej. Tako je napisala, da tega gospoda bo zavedno kovala v zvezde, da je za njo Bog, da je pomagal z njegovimi čudežnimi rokami. In ja, seveda sem hotela raziskati, kakšna zgodba pravzaprav je v ozadju, in v naši družbi je tudi avtorica tega zapisa, ki ga bomo objavili tudi na naši spletni strani. Tamara Oblak, lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja, kar nekaj izzivov si imela v življenju, ne? Ja, veliko. Predvsem to s kožo, tem atopijskim dermatitisom, ki me spremlja že od 11. leta dalje. Ampak pri 11 letih si ti začela, ne? Ja. Pač ne vem, kaj se je tebi dogajalo, ampak pri 11 letih ti hormoni začnejo delati, občutek imaš, da nikoli nisi dovolj lep, pa pritiski družbe in vse, tebi se pa to na koži začelo. Ja. To je res najbolj grozno, bi lahko rekel temno. V najstniških letih, ko si tako občutljiv na sploh že vse, ne, tako ste omenila, in res je bilo grozno s to kožo se spopadati. Vsi te gledajo, vsi te sprašujejo, kaj imaš to, zakaj, mislim, ni fajno. Šla si seveda zdravniku? Ja, v bistvu pri 11 letih sem v bistvu pojavila na koži, predvsem na pregibih, na obrazu, večkrat mi je obraz zatekel, koprivnica se mi je spustila, pač pikice, srbelo. Verjetno si najprej mislila, da pač ne vem, pubertetniški vzor, kaj? Ja, ampak v bistvu je šlo za alergijo, no, in potem smo šli tudi z mamico dermatologu, alergologu, ker so mi naredili te teste, mi je pokazala na več alergij, recimo sploh te cvetni prah, mleko, pa še več drugih, no, te tipične. In nič, dali smo te kortikosteroidna mazila, negovalne kreme, oljne kopeli, to so mi predpisali in potem sem pač s tem nadaljevala z leta v leto, ampak moja bolezen, namesto da bi, ne vem, se potem izboljšala, ne, je v bistvu z leta v leto bilo slabše. Vedno sem iskala še tudi nove dermatologe, nove rešitve, razne vitamine, super živila, vse, kar je pač možno poskusiti, zapraviš veliko denarja za različne kreme, vse bi dal, no, samo da bi premagal to bolezen, in v bistvu na koncu je bil nek neuspeh, no. Probala sem že tudi z bioresonanco na 4 različnih področjih, ampak dokler sem se držala diete, ki jo predpišejo brez mleka, brez glutena, brez sladkorja, je bilo to nekako funkcioniralo, je bilo v redu. Ko sem pa prenehala z dieto oziroma prenehala hoditi na te terapije, je bilo pa stanje isto. Tako da res. Ampak kako si se ti recimo počutila kot najstnica oziroma mlada punca z vsemi temi izpuščaji, zabuhlim obrazom, ko si se pogledala v obraz? Ja, hotela sem se samo skrivati. V bistvu veliko zabav, ko si najstnik, itak razmišljaš samo o tem, da boš šel kam ven, da boš se imel fajn z družbo, s prijatelji, ampak jaz sem vse odklanjala, ne, vedno ne morem iti, ker to pa to, vedno neki izgovori, ne, in vedno sem se hotela skrivati doma. Bilo mi je nerodno, ne, ker vsak me je prvo pogledal in tudi sama vedno, ker imam pač težave s kožo, vedno pogledam pač ljudi prvo kožo, pogledam, kako imaš lepo kožo, ne, in to me res me je ovirala ta bolezen. No, ni kot fizično, gibalno, tako pač, ne, ampak je moteče tako, skozi te srbi, skozi imaš neke spuščaje in se res hoče skriti pred svetom, no, da te noben ne bi videl. Kako je to delovalo recimo na tvojo psiho, sploh glede na to, da si probala tudi stvari, zapravljala ogromno denarja, pa kar nič ni bilo? Ja, slabo. Mislim, res se znajdeš po vsem tem času, ko si že toliko časa v tem, se v bistvu znajdeš v res neki depresiji, no, in ne znaš tega, da bi se nekako pobral ven, no, skozi pač neke slabe volje, ne veš kako bi odreagiral, no, da bi se potegnil ven iz tega, no, in res ni bilo super, no, in se pravim, vedno se upaš s tem kremam, se namažeš, recimo v mojem primeru tem kortikosteroidnim kremam, sem se namazala in v bistvu tisti trenutek mi je v bistvu zginili s kože, 3-4 dni sem se mazala, je bilo bolje in sem ta ekcema v bistvu potisnila nazaj v kožo, ampak s tem nisem nič naredila, v bistvu sem samo prekrila za par dni, ko sem se prenehala mazati, pa v bistvu spet izbruhnili ven in še v večji obliki, še v širši obliki in to je bil začaran krog, no.
In vse dokler nisem potem v bistvu nekega, lansko leto, sem potem odkrila na Facebooku spletno stran oziroma skupino Sindrom rdeče kože in tam sem potem brala te objave, gledala te slike ljudi in res v bistvu sem se našla noter, ne, ker sem videla, da našla sem se v teh slikah in objavah, da v bistvu ni to samo atopijski dermatitis, ampak je to že odvisnost od kortikosteroidnih krem. Ja, ker v bistvu To nisem vedela, da obstaja. Ja, ker se mažeš s tem, mislim se recimo osebno sem se mazala s tem 15 let, ne. In okej, zdravniki te v bistvu opozorijo, da te kreme tanjšajo kožo, da moraš biti pač bolj previden pri uporabi, ne, nekaj dni, potem pauza, spet nekaj dni pauza, ampak s tem, ko si pač ves čas to nanašaš, ne delaš nič dobrega. V bistvu samo, v mojem primeru, jaz se počutim, kot da sem si zastrupljala telo 15 let v bistvu, no. In tega ne bi nikoli več ponovila in res vsi tisti, ki uporabljajo te kreme, ne res premislijo, preden to nanesejo na svojo kožo, ker si s tem narediš res pekel, no. In potem, ko sem v bistvu odkrila te slike, objave, sem se našla in videla, da v bistvu jaz nimam več samo atopijskega dermatitisa, da nimam jaz to kot neko razširjeno obliko atopijskega dermatitisa, kot so mi govorili dermatologi, ampak v bistvu imam že sindrom rdeče kože. To pa je odvisnost od kortikosteroidov se razvije, ker se toliko časa mažeš in to je nek začaran krog res. Ponovno mažeš, prenehaš, spusti, mažeš, prenehaš in se spet spusti, no. In takrat sem tudi spoznala prijatelje, tudi Majo Šter, ki se tudi zdaj v bistvu obe poslužujemo gospodu Tomiču s to bioenergijo, res hodimo obe na tem in nam pomaga, no. Ja, takrat, mislim, res poznaš prijatelja v nesreči in si vesel, da mislim, ne privoščiš tega nikomur, ampak jaz sem bila takrat srečna, da sem odkrila še toliko ljudi, da imajo to. Da si imela neko občutek, da imaš podporo. Ja, da te nekdo razume, ne. Tamara, kjer je bil pa tisti trenutek, moment, ko si rekla, očitno moram ven iz tega začaranega kroga, pa da si potem prišla tudi do rešitve? Ja. Ker danes meni se ne zdi, da bi imela kakšne težave. Je boljše, ja. Ja, v bistvu jaz sem potem, ko sem že omenila to skupino Sindrom rdeče kože, sem v bistvu spoznala prijatelje in smo se potem v bistvu pogovarjali o tem in spoznala, da moram prenehati z uporabo kortikosteroidnih krem, drugače ne bom nikoli bolje, ne. In takrat sem se potem tudi odločila za to odvajanje, se pač temu tako rečemo, odvajanje od kortikosteroidnih krem in sem se prenehala mazati s kremami in te kortikosteroidnimi. Negovalne sem še uporabljala sem razne kopeli, hrastovo lubje, preslično kopel, to. Ampak res je bilo potem iz meseca v mesec slabše, ker je potem to začelo pač ven udarjati vse, kar sem prekrivala toliko let s temi kremami, no. In bila sem v 9. mesecu odvajanja, ker sem bila res že psihično na tleh, fizično, koža, to je bilo res je bil pekel, no. To je, iztekala mi je tekočina iz kože, koža je imela po žveplu vonj, srbelo me 24 ur na dan, peklo, res po noči, da ni omembno, mislim, sploh res ne moreš spati nič, no, in potem sem res, da bi nekoga našla, da bi mi vsaj malo pomagalo, malo se umilile te težave in potem je soseda povedala za gospoda Tomiča, bioenergetika, in takoj sem šla pogledati njegovo spletno stran, prebrati njegove objave, kako res pomaga tudi drugim in sem pač neko upanje dobila, neko voljo, da pa mogoče bi tudi meni lahko pomagal v tem smislu te bolezni. Ja, in potem sem v bistvu se naročila na pregled, sem ga poklicala, zelo prijazen gospod, me je sprejel in videl, da sem res obupana in mi je dal v enem tednu že takoj terapijo. In ko sem prišla k njemu, res super, no, me je sprejel. Mene zanimajo učinki po prvi terapiji. Ja, po prvi terapiji je bilo tako, no. Se pravim, greš z upanjem polnem tja, ampak vse imaš nekje v podzavesti strah, ne, a bo pomagala, ne bo, ne. In po prvi terapiji, ko sem jaz prišla domov, jaz sem spala kot top tisto noč. Pred 9 meseci nisem spala nič, no, v bistvu nisem imela kaj spanje. Po prvi terapiji sem res spala božansko, ampak potem je šlo samo še navzdol, prvi teden. Navzdol je šlo? Ja, jaz sem imela v bistvu še hujše reakcije, še bolj se mi je spustil, še bolj me je srbel in normalno sem se ustrašila, ampak sem nekako razumela pač pri tem, da se telo čisti, da je v bistvu nekako odreagirala na to terapijo, ne.
In potem je bilo verjetno boljše. Ja, in potem, v bistvu, ko sem šla na drugo terapijo, v roku enega tedna sem imela 7 terapij razmak in po drugi terapiji sem bila res zelo dovzetna. Vse mi je, v bistvu prav krulj mi je po želodcu, ko mi je pač položil roke gor. Res je šlo v bistvu s terapijo bolje. No? In res moram to tudi poudariti, da me je to zelo presenetilo, ker mi gospod Veselko ni dal nobene diete, da ne smem več nečesa ne jest ali pa No, kaj več bo pa povedal sam, evo presenečenje zate, Tamara. Veselko Tomič, o katerem zdaj govoriva in je v naši družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Ja, zdravo. Ti pa si res rešitelj. Evo, izvoli. Take stvari beremo o tebi in potem še poslušamo. Mislim, prav zares, boš povedal Slovencem, kako ti to uspe, na kakšen način. Mislim, tukaj imamo ogromno ljudi, ki so poskusili, pa ni šlo. Že 30 let opravljam svoje delo in vedno po istem principu. Želja, motivacija, seveda prvo mora biti talent. Jaz sem vedno govoril, da za vsako stvar, ko jo počneš v življenju, kot prvo moraš biti rojen, nadarjen, potem jo razvijati skozi svoje delo, izkušnje in to je tudi neka nova izkušnja zame. Zakaj? Imel sem veliko primerov, ampak so me naučile Tamara pa še Maja za njo, da v bistvu ta borba, da se izboljša stanje pri teh težavah, je tako zahtevna, tako velika naloga, da tu ne pomaga samo sprememba, ne vem, prehrane ali ne vem kaj, seveda pomaga, ampak poanta je v tem, da prvič sem s tem se soočil, da je dobro, da ne uporablja zdravila, mislim to kremo, kortikosteroidno kremo, ne. Ker prej bi delal, recimo imel sem enega dojenčka, kateremu je mamica rekla, da isto tako imel zelo burno reakcijo in nisem vedel, kaj povedati, a bo zdaj trebalo nadaljevati ali ne. In seveda mamica je po 2 terapijah, ko je taka močna reakcija bila, je rekla, mi smo spet šli zdravnici in nam je dala Medrol spet. In sem rekel, kakšen Medrol? Torej, potem pa jaz nimam kaj tu iskati, ne? Ker če je zdravilo toliko močno, terapija nima tolikega učinka. Ne? Veselko, torej bi mi rad povedal, da lažje pomaga ženski, da zanosi, kakor da se znebi teh kožnih izzivov. Ja, tam je ja ali ne, tam se zgodi ali se ne zgodi. To je pa kar ena taka dolga borba, ne? Sam čudež je pri, če ne uporabljam rad besedo čudež, ampak tu je pa res čudež, da se tako močno odzvala pozitivno. Ne? Prvo seveda tisti 1-2 terapije, prve začetne so bile burne, ne? Kar je meni bilo v bistvu dobro, znamenje, da se dogaja nekaj. Že s tem, da je povedala, da dobro spala prvo noč, takoj sem vedel, da deluje terapija, ampak zdaj ti ne veš, kaj bo sledilo. In je potem fantastično se je odvijala zadeva. Je že rekla po 4. terapiji, da ni mogla verjeti. Res, po 4. terapiji je bil res tak preobrat. Ko sem pa videl trebuh, recimo, ko sem delal tam, sem bil je vse v ranah praktično, a ne, in potem kar nekaj. Po 4. terapiji se v bistvu mi je koža zgladila čist po trebuhu. Jaz nisem imela ničesar več. Že to nisem. To je bilo neverjetno, no, mislim, jaz nisem nikjer to doživela. Tudi fotografije imamo, prej in potem. Dajmo pogledati, kako je to pravzaprav izgledalo, ker jaz sem te fotografije že videla prej, pa sem bila wow, mislim, ne morem verjeti. Sploh pa ne morem verjeti, da si to pravzaprav ti tukaj, ker imaš lepo kožo, no, ne vem. Tukaj vidimo lase, tudi lase so ti spadali. Ja, tudi iz lase so mi pričeli spadati, sem mogla pa ostriči, ker je bila res očitna razlika. Se pravi, mogla sem si povijati roke, ker to je pač iztekalo ven iz telesa. Tudi na spodnji sliki imam potem tudi namazan cink, v bistvu, da mi je sušilo te rane. Grozen, pekel bi lahko rekla temu, res. V bistvu v tem je, da je to kvaliteta življenja praktično na nuli. Če se podrediš temu in psiha gre, vse gre. Rada bi
poudarila še sam to, da v bistvu s tem terapijam, ko sem začela to pri gospodu Tomiču hoditi, v bistvu se mi tudi telo, ne samo koža, tudi jaz recimo prej se nisem potila. Jaz sem imela, ne vem, zaprto kožo, dobesedno, ne vem, da sem šla v savno ali pa ne vem, da sem telovadila, jaz se na 90 stopinj, recimo v sajni, jaz se nisem potila. Zdaj sem šla, ne vem, s prijateljico na savnanje in jaz sem bila v 2 sekundah mokra, ko bi me... Se pravi, je pretoka, ne, da gre ven. Tudi je. In tudi recimo dosti stvari, ko jih prej nisem smela jesti, zdaj lahko jem. Sem še v procesu zdravljena, nisem zdaj 100% še bolje, sem 80% pa definitivno lahko rečem, da sem bolje. Veselko, glede na to, da k tebi prihajajo ljudje po pomoč zaradi različnih razlogov, je vedno več teh kožnih pa alergijskih zadev? To je strašno, koliko je tega med otroci. Zato sem ta primer izbral za prezentacijo v vaši oddaji, zato, da bi se ljudje probali malo ozaveščati, da bi pravočasno ukrepali. Tisto prvo, ko greš, pa takoj kortikosteroidi, pa takoj telo zabašiš še bolj, seveda pomagajo enim staršem, ko se mora zbujati po noči, ko jim otrok od leto, 2 starosti se zbuja v ranah, kriči, seveda tudi to je neka rešitev, ampak ozaveščanje v tem pogledu, da še zmeraj mi kot del univerzuma narave smo močnejši od neke tam kemije, seveda. Jaz sem vedno bil za to, da sodeluje uradna medicina, alternativna medicina, nikoli nisem znan potem, da bi kar nekaj šimfal skozi uradno medicino. Meni že pravzaprav me fascinira zdaj. Nazadnje je bila ena ženska je rekla, da je predstojnik oddelka za umetno oploditev, mislim, da je dr. Relič, je poslal je svetoval, da gre še meni na terapije, ker seveda je bil v kontaktu z ženskam, ko sem jim pomagal. Tako da mene veseli ta napredek v neki komunikaciji. Itak sem že pohvalil vašo oddajo že neštetokrat, da je to vse neko odpiranje novih horizontov, da se čim bolj povežemo in da vsi skupaj s skupnimi močmi, nekdo s to terapijo, nekdo z, ne vem, z nekimi drugimi terapijami. To je poanta vsega. Ampak, Veselko, imaš ogromno ljudi, ki prihajajo k tebi po pomoč s takimi in drugačnimi zadevami. Videli smo tvoje fotografije, to je res grozno. Se tebi zdi, da se ti iztrošiš, ko tukim ljudem pomagaš, a daješ ti svojo energijo ali samo steče kaj skozi tebe? Jaz sem v bistvu pravi, najboljši, nadarjeni ljudje za ta poklic, ko ga jaz opravljam, so tisti, ki so izjemno močni prevodniki. Že v opisu tam, ki je dr. Zanata z Inštitutom Milano. Tale zapis tudi imamo? Tako, je pač povedal, da sem jaz en od fenomenov v smislu te prevodnosti. Pač nekdo je fenomen v lepem petju, nekdo fantastično igra klavir, ne vem, je dober športnik, jaz sem pač dober bioenergetik. Kajti tvoja primarna izbira poklica je bila bolj na področju prava, a ne? Ja, žal takrat je bilo izberi si en faks, ekonomija, pravo, ne vem, še nekaj je bilo. Mislim, kot vsi drugi to izbral, ampak očitno mene neka višja usoda peljala na to pot, da se s tem ukvarjam. In sem vesel, ker to je nekje zbralo vse moje neke talente, motivacije, nadarjenosti v eno smer in sem presrečen, da se ukvarjam s tem delom. Veselko, vem iz zaupnih informacij, da vse več tudi potuješ po svetu in tudi drugje pomagaš ljudem. Jaz si želim, pa tudi vsi ostali, da čim dlje, oziroma da ne pozabiš na Slovenijo. Ne, jaz sem že zdavnaj povedal, Slovenija je en košček na tem planetu, ko je prekrasna državica. In vedno povem, samo ljudje trebajo bolj, da se povežejo, bolj biti pozitiven in nič ne manjka tukaj živeti. Meni je super. Tako da z tega, da jaz sem ostal že 25 let tukaj živeti, sem dokazal, da mi je v redu. Držim se svojega nekega sistema dela, pravila. In v Celju si kar dobro umezen. Tudi veliko krat Ljubljanče reče, zakaj pa niste v Ljubljani, oni iz Kopra ali Primorske, zakaj?
Se čem sposod ne morem biti, ne? Če bi se lahko transportiral, kar v eni minuti To še povsod, pride, bi to še bilo pride. dobro. Ampak mi je všeč, da imam svoj kotiček, da v njem, da delam v miru, da imam tisto svoje delo in to je to. Odlično. Najlepša hvala, Tamara, in najlepša hvala, Veselko, za vse informacije. Slišali ste, bolj se moramo začeti povezovati, naj bo to kar tako dobro navodilo in vodilo naših življenj. Sicer pa ne zamudite, naša oddaja vam ponuja še marsikatero zanimivo informacijo in tudi zgodbo, ki si jo boste lahko ogledali.